Jaz smo se zbrali, v lepem številu. Tole je pilotno predavanje enega novega koncepta, ki temelji na starem in ki temelji na temu, ki je dejansko bil dosti uspešen. Aldo Talks je nova veriga predavanj na akademiji, kjer poskušamo narediti predavanje bolj približati študentom, odgovarjati na njihova vprašanja in se jim dejansko posvetiti s kakšnimi delavnicami na tak bolj interaktivni način. Tako da prvi gost je Miha Fevš iz londonskega IBO. Vsi poznate, zato ste si zelo navdušeni. Po mojem najbolj za kaj predam njeno besedo. Hvala se. Ok, danes nisem tukaj, ko vam dam neke dokončne odgovore ali kajkoli, pač bolj, ko vas inspiriram za prihodnost. Ful ne rad govorim o sebi, samo čisto zaradi konteksta povedati nekaj na hitro. Začel sem pač prvih 19 let sem živel v Ljutomeru, nisem vedel, kaj bi sploh rad postal, v bistvu še zdaj ne vem. Navdušil sem bil tako na umetnost kot na tehnologijo, samo ni nič obstajalo, kaj bi me tako veselilo. Potem sem ugotovil, da obstaja industrijsko oblikovanje. Sicer vpisal sem, samo nisem še na sprejemne, tako po mojem niti ne bi sprejeli, ker moj skicira še vedno nagrožno. Pa sem raje šel na NTF, ki je bil malo bolj interdisciplinaren in poleg tega, ko sem tam v prostem času sem delal industrial design, se počasi vedno bolj so se začele vključevati interaktivne zadeve v tam moj industrial design. Najprej bil samo en ekran, pa samo en meni, pozneje pa vedno več. In tudi za magistrsko sem naredil, za diplomsko interfejs za fotoaparate. Potem so me, ne vem sicer zakaj, sprejeli na UML Institute of Design, kjer sem se naučil pač malo več. V bistvu sem razmišljal, ok, cool, tam me bodo naučili vse te podrobnosti interaction designa, pa vse te trike po fore. Sploh ni bilo nič tega. V bistvu, kaj sem se naučil, je bilo sistemskega razmišljanja. In še to tako, noben ni rekel, to je sistemsko razmišljanje, pač pa po enem ali po 2 letih sam ti se skopiraš, ok, vse stvari živijo v sistemu, če bi to prej vedel, bi... Neko boljši to. Pa ena izmed najbolj pomembnih stvari, ki se tam bolj dogaja, je to, da se največ naučil sošolcev, ne od profesorjev. Zdaj sem šel na en kratki stint v Berlin, sem delal za avtomobilsko industrijo, interfejse, pa koncepte, pa prototipe. Skar hitro ugotovil, da avtomobilska industrija ni za mene malo stala počasna. Sem rešel v London na IDEO. In zdaj bom malo povedal pač o IDEO. Zgodovina, prvi Apple Mouse, meni se tako reči, sploh ni bil IDEO, še bil David Kelley design, v 80-ih. Ja, se vseeno. Nekdaj je IDEO bil striktno product design, potem pa so se začelo s tem prvim prenosnikom in začelo bolj zanimati, kaj se dogaja vse na ekranu bolj kot pa fizična oblika in se s tem so začeli delati na interaction designu. Pozneje tako pred 15 leti se je zgodil še en preobrat, ko so oblikovali eno zobno ščetko, pa tista zobna ščetka kar en dan priplavala na plažu, cela uničena. Pa smo videli, ok, mi delamo tu proizvode, ki pozneje na koncu postanejo na smetiščih ali pa še tone. In se je zgodil še en shift bolj na organizational design, service, pač ne na končne proizvode, kot fizične proizvode. Trenutno imamo 10 pisarn. Imeli smo še enega v Mumbai, ker sem tu grdo Photoshopal, več imamo. Davidovi slide, sorry. Ne bom se preveč spuščal v to, kaj je design thinking in kaj ni. Pač bolj se gre za to, kaj piše pod them, applying design process to a broad set of challenges in business, government and society. Imamo ljudi iz vseh možnih strok, pa vsi imajo na koncu pač
title design, oziroma designer. Tudi če je nekdo bil pač mehanski inženir, je zdaj vseeno nek dizajner iz vseh teh različnih strok, pa ne zaradi tega, ker bi bili ful dobri v skiciranju, popisanju, čemkoli, pač pa zato, ker izražuje nek mindset, nek način razmišljanja oziroma kako se lotevamo nekih problemov. Je še interaction designer. Celoten proces je v bistvu tak, ko dobimo nek projekt, se določi tim, oziroma tim se sam določi. Ti sam rečeš, če te zanima, ko delaš ta projekt. Če te ne zanima, pač delaš na drugem projektu. In se te timi se zelo organsko, kar spontano nastanejo okrog teme oziroma okrog nekega interesa in jih potem zapremo notri v en prostor, tak 3 do 5 ljudi, mogoče čas 6, in so v tem prostoru oni cel čas projekta. Ta prostor oni onajo. Vse stene so ponovali polepljene s post-ite, na koncu je zadeva tako, če bi vrgel bombo v tisti prostor. Samo vseeno pač tak en hothouse, v tistem prostoru se vse dogaja. In tisti tim dela in živi tisti čas skupaj. Ni tako, pri večini podjetij, ko imaš engineering department, kaj je tu, pa imaš design department, pa imaš business department, ki nobene ne govori med seboj, ki so fizično ločene. Nekaj stvari, v katere verjamemo. Put yourself in their shoes. Vedno se na začetku, ne samo na začetku, tudi skozi proces, probamo postaviti pozicijo uporabnika oziroma tiste osebe, za katero delamo projekt. To je kratek video, ki je brez zvoka. In ta video v bistvu prikazuje, kaj vidi pacient, ko ga pripeljejo v emergency room. In ta video je bil predstavitev board memberjem v tisti bolnišnici. In to je bila cela predstavitev. Samo 5-minutni video v tišini. In to je dejansko dalo njim vedeti, kakšno izkušnjo ima pacient, ko pride v njihovo bolnišnico. In to je tako je pač izgledalo. On izdane žal, pa je sproti snema celoten experience. Po inspiracijo vlečemo iz vsakdanjega življenja, se pravi ljudi, ne samo, ko jih poprašamo, pa intervjujemo, kaj počnete, pa kako to počnete, zato ker ljudje ti povejo, kaj mislijo, ko delajo, samo ne pa nujno, ko to v resnici delajo. In zelo zanimiv primer tega je, zaenkrat starejšo gospod intervjuvali, če jemlje tablete, pa rekli, ni problema, pač vzameš tisto embalažo, pa si odprem, pa vzamem tableto, vse cool, ne. To se rekli, zdaj pa nam pokažite, kako vi to naredite. Zato, ker pač nimamo dovolj moči v rokah, ta embalaža je bila narejena na tak način, ki se čim lažje da čim se ne proizvajati, ne pa za končnega uporabnika, da v njim bilo lažje. Še posebej, ko gre v tem primeru za starejše ljudi, ki ne morajo vedno embalažo odpirati. Še en zelo zanimiv primer, kako eni ljudje preprečujejo impulzivne nakupe. Da se vprašali, na kakšen način pa vi pa čujete denar? Zamrznem si račun. To si misli, ok, mogoče zamrzne na banki račun. Ne, dejansko ima in zamrzne kocko ledu in ne kartico, samo zato, ker če tisto ni bilo tako pomembno, ta čas, ko se bo zadeva odtalila, bo že minilo. Inspiracija v nepričakovanih okoljih, oziroma iz nepričakovanih mest. To je bil en projekt, ki sploh ne vem, spomnite li ne vem, če je to IDEO ali kdo drug, samo pač primer je zakon. Da so mogli pogledati, kako bi komunikacijo med medicinskimi sestrami in ostalim osebami v bolnišnici, tudi v emergency roomu, ko stvari morajo potekati ful hitro, zato ko gre za reševanje življenja. Kje so vzeli inspiracijo s Formule 1, zato ti ljudje so ful dobro pogruntali, kako komunicirati neverbalno in kako stvari na hitro rešiti. In je uspelo za 200% povečati učinkovitost medicinskih sester v teh primerih. Pa seveda, učimo se vedno iz ekstremov. Ne, če pogledaš tisti bell curve, ne na sredine, kje so vsi isti ljudje, ampak iz ekstremov, zato ker tam so zanimive stvari.
tam so stvari, ki ti kažejo prihodnost. To je Big Dig in to je iz projekta za eno energetsko firmo in Big Dig je bolj na ekstremih, zato ker živi off the grid, on ima svoje napajanje, svoje sisteme in v bistvu to lahko ena izmed načinov, kako se bo s temi stvarmi delali v prihodnosti. Pač on je ekstrem. Inspiracija z celotnega ekosistema, ne samo z tistih malenkosti, kaj piše v briefu ali pa kak je zadeva v začetku zastavljena. Recimo, ta projekt za eno večjih letalskih družb, brief je bil, izboljšajte ponudbo hrane, ki jo imamo. In smo kar pogruntali, ker ni problem v tem, ker hrana ne bila dobra, pač pa v tem, ker ni komunikacije med osebjem na letalu pa med ljudmi, ki se na koncu odločajo, kakšna bo hrana. Zato, ker osebje na letalu, oni točno vejo, kaj ljudje jejo, čas ne jejo, kaj jim je všeč, kaj ni všeč, pa tudi na kakšen način lahko oni čim prej pripravijo to hrano. In je dejansko rešitev za ta problem ni bila, ok, mi smo zdaj naredili meni, ampak je bilo orodje za komunikacijo med stevardesami in pač managementom pa ljudmi, ki sprejemajo odločitve. Build to think, launch to learn. Yes, give. Vedno, najlažji način, kad nekaj testiraš je, ko sprobaš. You build it, you launch it. To je primer hotela in so v bistvu naredili en full liter mock-up celotnega experience, kako prideš v hotel, pač ta lounge area pa vse to in je to pač, kako se reče, timelapse in se hitro opazi, kako se zadeva spremenjala. Recimo, tu smo imeli eno idejo, ko lahko ti bil en takšen kotiček, ki bi ljudje, ne vem, na hitro si vzeli neko zadevo za pojesti in so kar hitro ugotovili, katerega nobena ne uporablja. In so kar spremenili pa prilagodili. In kaj je tu še ful pomembno je, ker za ta projekt je to bil končni deliverable. Ni bilo nekega, ni bilo predstavitve, ni bilo nekega poročila na papira, ampak to bil deliverable. In vsi končni klient pa vsi tisti ljudje, ki sprejemajo odločitve, so šli skozi ta experience tega hotela in jim dosta lažje, ko lahko s prstom pokažejo, ok, to bi radi tak, to nam je všeč, kot pa, ko imaš ti na papirju, pa si vsak po svoje nekaj razlaga. Najdev nimamo, kako bi rekel, lone geniuses, ni tista ena ali pa dve osebi, ki so ful pametni in ostali pa samo nekaj dela, ampak vsi skupaj ustvarjamo. In vsi skupaj, vedno vsi skupaj delamo na projektih. In bistvo dobrega procesa oziroma brainstorminga je to, mislim, veš, kaj proces oziroma brainstorming je dober, če na koncu ne veš, od koga je bila katera ideja. Se pravi, kaj si ti ne lastiš idej, ampak skar spontano nastajajo in drugi lahko gradijo na teh idejah. Ne vem točno, zakaj je bil ta projekt, zdi, bil intern. So probali na hitro narediti boljše luči zadnje luči za kolesa. To je bila prva ideja čez par ur, pa so že to naredili. Pač ena oseba je vedela, kako to sprogramirati, eden je vedela, kako to skupaj narediti, eden je vedela, kakšne animacije imeli in pride teh par ljudi skupaj pa na hitro nekaj naredijo. Pač samo ni eden za sebe, ko bi nekaj delal. To je čisto na hitro, po mojem najbolj, to je najbliže, kaj sploh pridemo v procesu, mislim, kako ga imamo zastavljenega. Se tudi prijam. Pač prvi del je inspiracija, ti probaš najti smisel vsega tega researcha, kaj si ga naredil, potem ustvariš ideje in te ideje pozneje implementiraš, imaš fajn, kako greš iz resničnega v abstraktno, pa nazaj resnično, kako greš iz razmišljanja, pač thinking to doing. Še ena full simple posplošena skica, ki je že bila v teh slajdih. Samo je na najbolj simpel način razloži, kje je dizajn. Ni eno, ni drugo, pač pa je vmes med obama in treba obe dve stvari razmisliti. Se pa kopirujemo na naslednji slajd. Pomembnost
ful pomembna stvar pri IDEO je kultura. In zato imamo eno knjigico, ki se reče Little Book of IDEO, enako da vam prav, se lahko preberete malo, pa lahko tudi držite, da je knjižnico. In v tej knjigici tako okvirno napisano, kakšna je kultura IDEO. In to knjigico smo po mojem dobili dokaj pred kratkim. Predtem ni bilo tako specifično, te stvari niso bile specifično zapisane, pač pa se nekako vedelo vse, kaj je to kultura. In prva izmed stvari je be optimistic. Pač, če v nekaj ne verjameš, ko lahko narediš, potem tega ne boš delal. Moram. Collaborate vedno moraš z drugimi delati, tako v timu, kot z drugimi ljudmi, v pisarni, kot z stranko, z vsemi, vedno vse delaš skupaj. Take ownership, tega je malo težko za prevesti. Pač ja, si odgovoren, samo ne v smislu, ko se zdaj ti moraš držati tiste svoje ideje. Ja. To take ownership v smislu, da prevzameš iniciativo pa vodiš naprej neko smer, ki ti verjameš vanj. Pa pač istočasno druge sabo povlečeš. Sem nekaj fajnega napisal. Individual ownership supports collective responsibility. Tega za prevesti. That's fun. Je vsem razumljivo, kaj je mišljeno s tem? Pač, če ti ni jasen, je to je dobro, če ti ni jasen. Ja. Pač, velikrat ti ni jasen, pa pač časoma ti je. Pa seveda learn from failure. To me je trenutno zanimivo, ker je celotna ta kultura okrog tega, ki ti moraš spodleteti v startupih, pa vse to. Samo kaj je problem, ko vsi učijo failure, noben pa ne govori o kako se učiti iz teh napak. In to je v bistvu ključnega pomena, ker ti nekaj iz tega od nas, pač ok, si naredil napako, samo si se nekaj naučil iz tega. To je tudi ful pomembno, ko vedno gledaš na to, ko bodo drugi uspešni. Ti vedno delaš za stranko. Vedno sodeluješ z drugimi tudi sodelavci. Vedno probaš, ker tudi ljudje okrog tebe so vedno boljši. In jim pomagaš pri tem, seveda. Pa še najbolj pomemben talk less do more. Zato, ker se lahko ene zadeve lahko govoriš dneve in dneve, pa ne boš prišel nikamor, dokler ne boš pač šel hands-on pa začel nekaj delati. Še ena stvar, ki je notri v knjigi omenjena, ki se meni zdi ful pomembno, ker IDEO nima nobene hierarhije. Pač so ljudje, ki so malo bolj odgovorni od tebe, mislim, nosi večjo odgovornost, zato, ker pač dobimo projekte vse to, samo ni pa obvezno, ker njihova beseda bolj pomembna od besede kogarkoli drugega. Vsi smo na istem nivoju. Pa celotna, s tem, kaj je vse bolj loosely designed, se vedno spreminja, vedno v gibanju. Že ta čas, jaz sem zdaj pol leta pri IDEO, pa se zdajve že parkrat spremenile. Kaj se tiče fizičnega okolja, tega, kako se lotimo projektov, kako na koncu deliverable predstavimo, Vse se vedno spremenja, vse probamo pogruntati nove stvari in če deluje, nadaljevali, če pa ne, probamo spet nekaj drugega. Zdaj pa bi vas rad povabil, junija letos bomo pri IDEO v Londonu imeli Fortnite, ki v bistvu povabimo umetnike, dizajnerje, kogarkoli v bistvu, ko me pride v našo pisarno za 2 tedna in naredi something awesome. That's the output. To je celoten brief. Pač imaš naš studio, naša kultura je izhodišče, da prideš ti kot filter, probaš nekaj zanimivega z tega narediti. Prijave so odprte, meni zdi, do 9. aprila, sem po mojem podaljšal še za 1 teden. Za prijavo moje traja 1 dan, ko se vzameš, ko nekaj narediš. Pa seveda plačam tudi. Samo na hitro nekaj nedavnih projektov, na katerih sem delal do zdaj.
pač o teh kaj lahko govorim. Pač, ko najbolj nisi na projektu, si na whitespaceu in to pomeni, ko lahko delaš, kaj ti paše. Ne rabiš nobenega vprašati. Eden izmed teh projektov, pri katerem sem pomagal, je bila, kako narediti žuželke bolj appealing, oziroma bolj... In kaj smo naredili? Gojili smo čričke, v veliki škatli, smo jih jedli, smo pripravljali različne jedi z njih, smo te jedi v kuhinji razstavili, pa smo gledali, kdo si vzame katero jed, zakaj si vzame, pozneje so ljudje glasovali, katere jedi so jim najbolj všeč, glede na izgled, pa okus, pa vse to. In smo pogruntali 4 različne proizvode, ko bi lahko proteinski napitek iz čričkov, nekaj za otroke, potem nekaj, ki bi bil samo kot ki bi se uporabljal samo kot začimba k hrani, ne kot končna hrana, pa mislim, da namaz za kanapeje. Mislim, da ta članek je, ja, ta projekt je tako javen, pa ta članek je... Aha, točno. Bom poslal mail z vsemi linki do stvari, ki zdaj brez veze, kaj to govorimo, si lahko pogledate. No, in ker nisem bil na projektu, sem si jaz tudi zamislil en projekt. Vedno me je zanimalo, pač jaz vedno sem se rad ukvarjal z elektroniko, pa tudi na študiju na Švedskem sem v bistvu večino časa preživel v našem Interaction Labu, pa sem samo lotal pa programiral. In kaj smo naredili? Zdaj prav različ, kako bi to najlažje povedati. Bi nekam slajde, ti naštima. Tako, bom malo skakal sem predla. No, v glavnem, imeli smo en dan prost, pa smo rekli, ok, naredimo en hitri hackathon, pa probamo narediti zanimive stvari za našo pisarno. In ena izmed teh stvari je bila, v kuhinji imamo zvonec, ko so kakšni dogodki ali pa kosilo, vedno kdo pozvoni. Pa smo hoteli temu zvoncu dodati malo več dosega. Pa smo naredili tako, vedno ko pozvoniš, zvonec pošlje e-mail vsem v pisarni. In to smo naredili na tak način. Ja. V bistvu ta zadeva je to, kaj je vgrajeno v zvoncu. Senzor gibanje, pa en oddajnik. In celotna ideja za... To se pa zdaj razvilo v malo večji projekt. Tu se je začelo, da se razmišljalo, ok, kako zdaj lahko mi naredimo ta oddajnik, ko bo baterija trajala ne samo 10 dni, pač pa mesece in leta. In kako lahko zadevo naredimo tako, ko se ti sploh ne bo potrebno programirati, pa lotati pa vse to, ko boš lahko nek tak senzorček uporabljal. In se v bistvu to zadal kot nalogo in skozi par generacij smo prišli do tega, v bistvu, vse imam sebe. Celotna ideja je, ti nastaviš, kako pogosto hočeš, da se zadeva tudi pošilja podatke, vstaviš senzorček, od katerega bira podatke in je to. Tako da malo nakrog. In zdaj, odkaj je bil članek o tem objavljen, na spletu sem bil ful interesa od tako interno, kot tudi drugih ljudi, ki jih to zanima. In mogoče, če bo več zanimanja, bomo razvili še naprej. Ja pa cela zadeva, če bi kdo rad gradil na tem tudi na GitHubu. To je še ena druga stvar, kjer se dela. Kaj je zanimivo, malo sem se igral z... V bistvu, ne, pucali smo workshop, pa smo našli eno ful veliko rolo bakrene folije. In so hoteli vršiti stran, pa sem se rekel, ne, pustite, mogoče bom kaj pogruntal. In sem v bistvu začel delati svoje antene z čisto navadnim plotter rezalnikom. In kaj sem hotel s to sliko pokazati, lahko bi vam pokazal sliko, ko je zadeva uspela, samo pač večino časa izgledalo tako. Stvari se začnejo, ponavadi prijatelji se stvari začnejo tako.
te skozi proces z nje postane nekaj lepšega. In najbolj zanimivo pa je to, v bistvu sem se zadeve lotil ful naivno, zato ker delati antene je kompleksna zadeva, ker niso še inženire, jaz to naivno lotil in mi je uspelo, ker so te antene imajo boljši domet, kot pa tiste antene, kjer so prišli s tem oddajniki. Zato, ker sem probal, zato, ker sem bil pač isto. Ti misliš, pa je, da bomo probali videli, kaj bo. Zato, ker če bi se najprej šel prebrati specifikacije za antene, ne bi nikoli tega šel delati. Zdaj bo še en projekt, na katerem nisem jaz delal. Je pa zelo zanimiv, samo toliko malo širi obzorja tematik, kateri se dizajn lahko dotika. To je letos bil TED Talk, pač članek je bil tudi pred kratkim objavljen, pač oblikovanje zakona življenja, ki je zelo touchy tema. In do zdaj se tega še noben ni lotil. Pač konec življenja je vedno bilo, se skozi kulturo in tisoče let, vsa ta kultura okrog tega se je počasi organsko razvijala. Noben pa ni na to stvar pogledal z perspektive dizajna pa izkušnje. Sicer se to zdaj ful čudno sliši, pa kam prav razložim, samo recimo, primer, bolnišnice niso prostor za umirjanje, bolnišnice so prostor za zdravljenje bolezni. In samo so se nekako prelevile v to in je izkušnja grozna. Pač, ena izmed ključnih stvari za to je, ko človek na koncu ohrani svoje dostojanstvo in tega trenutno ni. Vse posebej, ko gre za umiranje v bolnišnicah. Ok, bom nehal s to temo, ko vidim, ko ne morim. Samo pač bom dal link, preberite si članek, ko bo TED Talk zunaj, si ga pogledajte. Ful zanimiva tema. V bistvu mi ful dobro gre. Pol ure. Kakšno vprašanje do zdaj? Igor, je vse jasno? Ne, me bolj zanima ti zdaj, če lahko še kakšen besede od tega. Pač seveda so se spet zadeve lotili ful naivno. Projekt je začel Paul Bennett v San Francisco pisarni. Zato, ker ga je do njega prišel nekdo, ki je hotel narediti neko aplikacijo v povezavi s tem, so kar niti pogruntali, ko to sploh ne bo uspelo, samo so v procesu tega so prišli stik z BJ Millerjem, ki pa ima hospic v San Francisco, kjer ima prav hišo za to izkušnjo. V bistvu on že nekaj let dela na tem, kako izboljšati to zadevo. In je stopil stik s IDEO in zdaj počasi to razvijajo. Sicer ni še nekih končnih definiranih stvari, bolj še vse v začetku. Samo je pomembno začeti to debato, ki še do zdaj noben ni načel. Vse hospici obstajajo po celem svetu, se to ni nič novega. Ja, vem, samo kako to izkušnjo izboljšati. Pač nobene ni... V bolnišnicah. Ja, bolnišnica pa tudi na splošno. Pač ne gre samo za smrt, pač pa tudi vsa ta kulturna konotacija okrog tega, pa kako... Spet besede manjka. Grief. Mislim, trenutna situacija, Žalujemo, žalujemo. Odrinjena na rob, ker ni v bistvu nekega interesa v zadnje, to je aktualno v tem slovenskem prostoru. Ta edini hospic, ki ga imamo, se tako rekoč skozi sooča s tem, da ga zaprejo. Ja, valjda. Tukaj so tudi drugi challenge, kot sam ta experience. Imaš tudi business challenge, imaš tudi organizational challenge, pač ni samo, pač je tudi vsa podpora za to, da to lahko sploh obstaja, da deluje, pa kako to boljš zdizanirati. Aha, to je še pomembno vprašanje. Koliko vas je z NTF-a? Ok, nekaj vas je. Pač pozabil sem na začetku meniti, ker to predavanje je namenjeno tako študentom Aluja kot NTF-a. Mogoče včasih menja stvari, kaj eni že vete, pa drugi ne, pa obratno. Pač že kaj vete, bear with me.
Par stvari, kaj sem si jih sam naučil o dizajnu izobrazbi, o kateri je bilo fajn za razmisliti, niso pa pač vsaj nujne. Prvo je povezovanje z industrijo. Zato, ker se mi zdi, ker zdaj ne samo za te fakultete, pač pa na splošno v Sloveniji akademiki učijo akademike za akademijo, kaj, če čist nič narobe, je sam problem tem, ker več kot 90% študentov gre delati v industrijo. In bo pozneje v industriji teže dobijo službo, pa v industriji imajo probleme z njimi, zato ker morajo vse znova še učiti. Sicer naučijo razmišljanja, ne pa delanja v nekih specifičnih projektih. Programi morajo postati bolj mednarodni. To je, se mi zdi, velik problem v Sloveniji na splošno, tudi zato, ker programi se ne izvajajo v angleščini, vse koliko meni jasno, včasih so kakšno predavanje, samo pač ti študenti, ki pridejo na izmenjave ali pa se tam študirati, so izločeni, niso vključeni v naš sistem in na tak način jih ne bomo pritegnili. Se mi zdi, ko bi vsi magistrski programi bi se mogli izvajati v angleščini, na takšen način dobiš tuje študente, dobiš drugačen način razmišljanja, dobiš boljše projekte, dobiš še boljše študente in pač virtuous cycle. Učenje na osnovi projektov namesto na osnovi predmetov. Oziroma učenje predmetov skozi projekte. Se pravi, imaš zastavljeno, imaš nek brief na začetku, imaš budget, koliko ga lahko ponicaš za ta projekt, imaš tim, ti si par ljudi, imaš orodja, s katerim se lahko pomagaš. To je tako, se dela pozneje v industriji tudi. Za ta slajd si pozabil, kaj se hotel povedati, jezika mi igrati par komentarjev. Ne, ti. Imaš? Vladaš. Pač dojemanje interaction dizajna pri nas, v bistvu nimamo interaction dizajn izobrazbe. Nažalost moram reči, sicer ne vem, kako se izvaja zdaj ta magistrski program oblikovanja interakcij, ki je na ALU-ju. Samo iz programa se mi ne zdi, ne vem, kaj je obetajoče. Mislim, vsaj meni osebno. Pač interaction design je res je ogromna disciplina, pri nas pa se preveč omejujejo z določenimi tematikami, ki niso najbolj primerne za interaction design, ki tudi ne gledajo širše na to. Pozneje se lahko pomenimo malo bolj podrobno v teh zadevah. Manjka povezovanje tako znotraj fakultet, kot tudi čez celotno univerzo. Vsi so v tistih svojih silosih in noben ne komunicira z nobenim. Sicer sem slišal, da se stvari spreminjajo, pa grejo na boljše, samo bilo fajn, da se tudi dogaja malo hitreje. Pa pomembno je, da študenti ne čakate na to, kar bodo profesori nekaj naredili. Namesto vas pač pojdite sami do drugih fakultet, če vas kaj zanima, ne vem, mogoče si oblikovalec, pa te zanima nek cool projekt pač, ko bi rad še imel nekaj bolj interaktivnega ali pa nekaj sprogramirano, greš na free, pa tam pocukaš nekaj, zato greš staviti, ker boš našel vse 3 ljudi, ki bi zanimal iste ali pa podobne stvari kot pa tebe. In se začnite povezovati med sebe, pa tudi interno, recimo skupni projekti, zdaj ne vem, če obstajajo na ALU-ju, vizualne komunikacije pa industrijsko oblikovanje, ki bi delali skupne projekte, ker na tak način vidiš, kako drugi gledajo na te probleme, kako sodeluješ z ljudmi, ki niso s tvoje stroke, to je ful pomembno. Pozneje, ko prideš enkrat v industrijo, moraš se znati komunicirati z inženirji, moraš znati komunicirati z biznes ljudmi in tega se na faksu ne naučiš, nažalost. Vse trenutno ne. Če bi prišel do teh povezovanja fakultet, mislim, Ljubljana je majhna, nima toliko fakultet in bi se lahko pomoč povezovali. Ne vem, če je problem. Če lahko še nekaj dodam, tukaj je, se mi zdi pomembno, da se ne govori samo o tem, da se sodeluje z ljudmi, kot različno razmišljajo, ampak tudi, da se tematsko stvari zelo premešajo. Tako da ne greš na free samo, če rabaš nekoga, ti sprogramira nek app, ampak greš tudi na, ne vem, na biotehnično fakulteto, zato ker se ukvarja z določeno tematiko, ker so oni strokovnjaki, ali pa na filozofijo, ali pa na karkoli, kar je nekaj zelo drugače, samo da ne iščeš tako, kot ti bo nekaj služil, ampak da imaš neko diskusijo na drugem nivoju, ki pač mi kot dizajnerji,
smo včasih malo balončkov, glih ne moramo doseči. Ful dober primer, hvala. Ja, bi se to že načel, ko se organiziram okrog problemov, katere je treba rešiti, ne pa okrog disciplin. To pomeni, ko moraš vleči iz različnih disciplin ljudi skupaj, lahko nekaj rešuješ. Se lahko malo letim, če je dovoljeno. Ne. To, kar praviš, je, sam nekaj bi dodal. Ne. Takrat, ko si študent, imaš te možnosti bistveno bolj odprti, ko priješ v industrijo. Zato je ta čas treba vnovčati zdaj. Gotov. Se strinjam. No, in če bi rekel, da te stvari niso mogoče, to sem zdaj povedal, točno to, na kakšen način sem delal, ko smo bili na Švedskem. Po istem kopitu. Ljudje se povezujejo med seboj in tudi delal sem na projektih, kako sem rekel, imaš brief, budget, team, tools, imaš šolce, ki ponavadi vejo več kot profesori in to je tudi pomembno, spet grem nazaj na to, zakaj je pomembno imeti tuje študente, zato ker ti prenesem ogromno znanja iz drugih fakultet. Lahko v bistvu oni učijo, mislim, študenti se učijo med sabo drugega. Tako v bistvu mentor oziroma profesor mi samo pomaga. No, ker še par stvari povem o Umev institutu dizajn, če koga zanima, tja idete študirati. Je kar fajn na severu Švedske, ki je po zimi full tema, full sneg, pomrzlo. Ima 3 magistrske programe Interaction Design, Advanced Product Design pa Transportation Design. Meni zdi, da je ena izmed najboljših workshopov od vseh fakultet v Evropi. Zato, ker te delavnice so ogromne in je za obdelavo vseh materialov, les, kovina, plastika, rapid prototyping, v bistvu imamo en rapid prototyping stroj, s katero lahko cel avto izrežeš v enem kosu. V bistvu meni samo 3 v celotnem. No, pač pomembno je, ko imajo študenti dostop do tega. To se mi tudi zdi mogoče malo problem na slovenskih fakultetah, ker se nabavi neka dobra oprema, samo na koncu do tega dostop samo tisti profesor, mogoče en študent, ki dela doktorat, pa še mogoče njegov asistent, pa nišče drugih. Zato, ker se bojo, kaj pa če bodo uničili, kaj pa še to. Če ne zaupaš študentu, potem se ne mora ničesa novega naučiti. Prva stvar, kaj se tu z nami naredi, so prvi 2 tedna smo imeli uvod v delavnice, kako pač delati s tem stroj, ki se ne poreže 6 prstov, in pozneje so nam spustili, da lahko delamo kaj čemu s tem. In v zadnjih, ne vem, vsaj, kaj sem jaz bil tam, pa še par let prej, ni bilo niti enega problema, ko bi se kdo kaj se poškodoval ali kakoli. V bistvu samo treba študentom zaupati. In če študentom zaupaš, se oni tudi začnejo drugače obnašati. Tudi celotno okolje je malo drugačno tam. Vsak študent ima svojo mizo, ker se sicer momenti ne moramo glih privoščiti, ker imamo ogromno študentov, pa dela se v studio environmentu. Se pravi, ti si pač tistem studiu, ti imaš svojo mizo in v tistem prostoru imaš 3 različne programe, sicer je problem, ker včasih poglasno, samo je pa fajn, da boš vedno ljudi na kupu, pa se lahko meniš. Ena stvar, ki je še po moje najbolj ključna, kako se ta fakulteta razlikuje, ne samo od nas, pač pa tudi vseh fakultet v univerzi v Meji, je družinsko vzdušje, pa faks ti ponuja vse, kaj rabiš. Mi smo imeli svojo lastno kuhinjo, imeli smo savno, imeli smo prostore za počitek, vse, tako v bistvu študenti se lahko fokusirajo na to, ko naredijo najboljšo možno delo, kaj nič jih ne omejuje. Zdaj rezultat tega je, ko so študenti bili domov samo spat, so ga prepovedano bilo tam spati. Drugače pa je, če si cel dan tam s temi ljudmi in delaš na stvari, ne gledaš na njih kot sošolce ali pa študente, pač pogledaš bolj na njih kot družino, zato ker toliko časa z njimi preživiš. In to se mi zdi, ko manjka v slovenskih fakultetah, ko pač, ok, grem na faks, par ur tam sedim, pa grem domov. Pa se v bistvu tem nič ne zgodi, pa mogoče pozneje grem na kavo. Ni pa tistega občutka, ko se ti zdaj del od nečesa. Vprašanje?